Gospod Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke, še en tabor se bliža zaključku. Tradicionalno ste ga zaključili z vzponom na Triglav, to je že 23. po vrsti, kot ste povedali, na vrhu pa nekaj posebnega tudi zaradi obletnice prvega vzpona na Triglav. Drži, danes smo obeležili pač dva uspeha, ali pa je bil to spominski pohod zaradi dveh zadev. Prva je prvi zabeležen pristop na vrh Triglava pred 240 leti, druga pa naša zmaga na državnozborskih volitvah. In seveda smo to vse skupaj počastili v okviru našega 23. letnega tabora, ki se danes tudi zaključuje. Zadnji teden je bil precej narekovaj osvajalen. Osvajali smo kraljestvo Krna, kraljestvo Mangrta, kraljestvo Škrlatice in danes tudi kraljestvo Triglava. Zdaj, bo ostalo še kaj prostega časa, preden se vrnete v službo, ali ste zdaj dejansko zaključili s vašimi počitnicami, da tako rečejo? Zdaj, edini res tak pravi prosti čas je bil včeraj popoldne in zvečer, ker ni bilo signala v Koči na Doliču. Sicer pa ta sodobna tehnologija, še v vseh teh časih prostega časa pravzaprav ne dopušča pa kombinacijo. In to kombinacijo smo izkoristili maksimalno v zadnjem tednu. Morda samo še eno vprašanje o tem taboru, prej grejo na druge teme. Ste z obiskom zadovoljni, ponavadi je to omejeno število prijavljenih, ampak zdi se, da je vsako leto enako število planincev. Videli smo tudi dva poslanca, bi si želeli, da je kakšen več? To zagotovo, ja, ampak nekateri so mogoče še malo utrujeni od dolge in intenzivne kampanje, v kateri smo obiskali na 10 tisoče slovenskih domov, razdelili na 10 tisoče slovenskih zastav. Kar se tiče pa obiskov teh, recimo, najzahtevnejših planinskih vzponov, je pa tako, da smo omejeni delno z elementi varnosti, delno pa z kapaciteto koč. Več kot je ležišč v Koči, prijave enostavno ni bilo možno sprejeti, čeprav je bil interes večji. Zdaj, v tem času, ko ste imeli tabor SDS, se je v bistvu stranka Marjana Šarca nekako utrudila sestaviti koalicijo. Ste to tako daleč spremljali? Kaj se je dogajalo v Ljubljani, ko ste bili v hribih? Če ne moreš vplivati na neke zadeve, na tisto, kar pač počnejo drugi, potem je brez veze, da se s tem sploh ukvarjaš, in s tem se pač nismo ukvarjali. Daleč smo spremljali te poskuse. Pravzaprav smo že na sam volilni dan, ko smo izvedeli za rezultate in celo razdrobljen Slovenski državni zbor, vedeli, da se bo vse to, kar se zdaj dogaja, dogajalo in pač nič nepričakovanega. Ampak tura pač ni končana. Na vrh pridejo najbolj vztrajni, če ne v prvem, pa v drugem poskusu. Kaj torej pričakuje, da se bo zgodilo, da bo Slovenija dejansko dobila manjšinsko vlado po nekem vzoru Portugalske, ampak tam gre za drugačno zgodbo, tam je to vlado sestavila zmagovita stranka? Kakršnokoli vlado bi Slovenija pač dobila, če bi bila to res vlada, pa ne bo večinska ali pa manjšinska, je to že uspeh. To, kar se zdaj sestavlja, ne glede na to, ali bo to formalno večinsko ali manjšinsko, je vlada globoke države, se pravi vlada, ki je fasada, vladajo pa lobby interesne skupine v ozadju in tem je seveda v interesu, da je vlada šibka, da pravzaprav ne vlada, da je tudi čas medvladja čim daljši. Zelo se trudijo v to smer, kot vidimo uspešno, od marca Slovenije že nimamo pravilno sposobne vlade, tudi prej je bila tako bolj fasadna. Tako da pravo ceno seveda plačujemo Slovenke in Slovenci, prebivalci te države, davkoplačevalci. Veliko stvari je nepostorjenih v tem času, seveda se to ne vidi, ampak na koncu pa vsak to čuti v žepu, pri pogledu odrezek od pokojnine ali pa od plače, ali ko gre v trgovino. Se pravi, zaostajamo za tistimi, ki so nas še pred 10 leti oddaleč gledali v hrbet, danes pa so po kupni moči na prebivalca recimo že pred Slovenijo, čeprav smo še isti narod, imamo iste potencijale, imamo pa bistveno slabše upravljanje kot nekatere druge srednjeevropske, tudi bivše komunistične države. No, kakorkoli se bo že zgodilo ob tem poizkusu sestavljanja vlade Marjana Šarca, zdi se, da tudi če bi takšna vlada bila prav dolgo zdržati ne more. Kaj je torej v tem trenutku po vašem najboljša rešitev za Slovenijo, nove predčasne volitve, tretji krog, kjer bi se ljudje začeli pogovarjati, nekaj izključevati?
Ja, zdaj, citiral bom predsednika države, ki je dejal, da je zagotovo vedno možno pač najbolj stabilno vlado sestaviti okrog tistega, ki je na volitvah zmagal, ki je dobil zaupanje. Slovenska demokratska stranka je na teh volitvah močno zmagala. Zelo velika razlika je med nami in vsemi ostalimi. In jasno je, da samo Slovenska demokratska stranka lahko sestavi stabilno vlado. Pogoj za to pa je, da ostali sodelujejo. Ker pa jih ozadja, strice ali kakorkoli temu rečete, pač interesne skupine, ki v kaosu vedno iščejo koristi, ki temu ne pripuščajo, jih preko medijskih spinov in tudi strašenj, pa še marsikaj se najbrž dogaja v ozadju, kar sploh ne poznamo, pač držijo stran od tega in seveda pobirajo sadove. Tudi v tem času, ko vlade formalno ni, se prodajajo državni deleži, banke dajo kredit, državne banke dajo kredite, za katere bomo kasneje ugotavljali, da so spet mogoče nezavarovani. V tujih časopisih beremo, kako tuja mafija iz Črne Gore ali pa iz nekih davčnih oaz uporablja slovenske banke še vedno za pranje denarja. In to nekomu odgovarja, ima od tega koristi. Tukaj gre manj za ideologijo, čeprav se skuša vedno postaviti v ospredje in kulturni boj in tako naprej. Ampak za to ideologijo so materialni interesi, koristi nekaterih, ki živijo na račun življenja drugih. No, verjamem, da ste si kljub vsemu uspeli nabrati nekaj nove energije v slovenskih ribi, ki so venomer fantastični tako v mesecu avgustu. Veliko smo videli tudi na vašem Twitter profilu, vse več z vami hodijo tudi vaši otroci, kdaj boste pa že vzeli na Triglav? Ja, letos je bila že dilema. Zdaj, moj najstarejši sin in hčerka sta bila ravno v teh letih tudi že prvič na vrhu in drugo leto zagotovo, saj Črtomir bo šel z nami. Skušali smo osvojiti Mangart v prejšnjo soboto, pa so prišli neki oblaki in smo se obrnili. Ampak to je recimo za letos še vedno naš cilj. Drugo leto pa potem Triglav in mogoče leto kasneje Škrlatica. Najlepša hvala in veliko sreče. Hvala vam in srečno pot v dolino. Hvala.